V Ukrajini so v bistvu to vojno sprožili Američani. Tvoj življenjepis je precej dolg. Bili smo drzni, ja. Več inženirjev izobrazijo na leto kot Evropa in Amerika skupaj. Pa bo boljš za vse ali za določen procent ljudi? In mi imamo zdaj, ne vem koliko, 24 ministrstev, ki se med sabo ne morejo uskladiti. Ni produktivnosti, zato ker vsak je na svojem kupu gnoja petelin. Mi se utapljamo v nekih irelevantnih vprašanjih, kdo je bil partizan in kdo je bil domobranec. Elon Musk. Ga bojo izgnali iz raja ali pa bo novi Kristus. Pozdravljeni v podcastu Bika za roge. V tem podcastu bomo odgovarjali na vprašanja, ki imajo več odgovorov. In v skladu z znanim slovenskim rekom prijeti bika za roge, se bomo vsakega vprašanja lotili temeljito. Vsako posamezno vprašanje nosi svoje poglavje, znotraj poglavja pa boste videli in slišali različne epizode, v katerih bom gostil strokovnjake iz različnih področij. Če razložim po domače, eno vprašanje, več možnih odgovorov z različnimi gosti, v vsaki epizodi en strokovnjak. In zdaj, prvo poglavje z naslovom V kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let? Na to vprašanje bodo odgovarjali gosti iz področja gospodarstva, globalne varnosti, tehnologije, okolja in družbe. Pridružite se mi in primite bika za roge tudi vi. In zdaj, prvi gost, ki bo pokrival področje gospodarstva, Branko Drobnak. Pozdravljen, Branko. Najprej, Branko, da te predstavim, kakor se da na kratko, ker tvoj življenjepis je precej dolg. Jaz bi rekel, da začnemo pri letnik 51, leta 74 zaključi poslovno fakulteto v Mariboru. Potem taka vidna pozicija je bila leta 75 svetovalec generalnega sekretarja vlade Republike Slovenije. Nato nadaljuje tudi na MOL-u in leta 1990 v Slovenija lesu, kjer je vodil družbo za finance in investicije. Leta 1992 postane direktor in večinski lastnik družbe Poteza d.o.o., znana po borznoposredniški družbi Poteza. Po investicijah med večjimi lastniki slovenskih družb, ki so kotirale na borzi, 9% na LB. Tako, in precej velik lastnik tudi zavarovalnice Triglav, ne? Prvi sklad tveganega kapitala v Sloveniji, prvi sklad zasebnega kapitala v Sloveniji in prvi slovenski hedge fund v Sloveniji. Bili smo drzni, ja. Ja. Medtem Poteza postane ena največjih finančnih skupin v Sloveniji. Branko Drobnak pa se zavihti med 10 najbogatejših Slovencev. 2008 pride do globalne finančne krize in posledično leta 2010 do bankrota skupine Poteza. Usoden je bil nakup delnic NLB, katerih cena se je med krizo več kot prepolovila oziroma končala celo z 100% odpisom. Leta 2011 Branko postane predsednik kluba poslovnih angelov, katere je leta 2007 tudi ustanovil. S kolegi. Ja. Investiral v številne startupe, med bolj znanimi so Double Recall, ACS Bio, X8 in APL, in bil eden od začetnikov startup ekosistema. Res je. 2021 zaključi predsedovanje klubu poslovnih angelov. In ga preda. Tako, Nini Dremelj. Nini Dremelj, ki to krasno pelje naprej. Danes deluje v okviru podjetja Arima kot investitor, poslovni angel, mentor in podobno. Branko, si človek, ki je dal marsikaj čez v življenju. Vzponi, padci, zmage, porazi. Zato sem tudi hotel tebe povabiti na ta podcast, da odgovoriš na to vprašanje, ker človek, ki ima toliko izkušenj, mislim, da ima kaj zapovedati na to temo. V
v kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let. Zdaj ne vem, a sem kaj pozabil tukaj pri življenju. Vse v redu. Jaz bi kar začel, no, da greva midva v temo današnje epizode. Ja. In sicer jaz bi začel s tem, da kakšno oceno bi dal trenutnega stanja makroekonomsko v svetu. Imamo enega globalnega hegemona ZDA, imamo izzivalca Kitajsko, imamo Rusijo, ki je tudi neka velesila, vsaj vojaška, no. Imamo Evropo, ki zdaj že vrabci čivkajo, da je v zatonu. Imamo vsaj dve vojni. Kako bi ti opisal trenutno stanje? Ker se zgodovina ponavlja, bi na to vprašanje poskusil odgovoriti, če se spomnimo, kako je zrasel imperij Turčije oziroma predhodnice njihovega cesarstva. Oni so imeli neko prednost na vojaškem področju vizavi ostalih držav v tem delu sveta, prvenstveno pa v centralni Aziji. In to so izkoristili najprej na vojaškem in potem tudi na gospodarskem področju. Ta prednost je trajala nekaj stoletij. Prišli so celo do Dunaja, kot se spomnimo. In na koncu so položili orožje in se potegnili nazaj v svoje jedro, Carigrad in preostali del, kar danes predstavlja Turčija. Se pravi, da vsi veliki hegemoni rastejo, kadar imajo neko prednost vizavi svoje okolice in svojih tekmecev v tej okolici in začnejo izgubljati, ko se te prednosti topijo. Ali z drugimi besedami, tudi primer iz zgodovine, Nizozemska je ena redkih držav, ki je v parlamentu ugotovila, da se njej ne splača več politika širitve kolonij v tem obdobju, ki je to bilo najbolj zanimivo v 18. stoletju, pa še predtem, zato ker jih preveč stane. So simpel zračunali, da so vložki v vojsko in v vse ostale dejavnosti, ki jih morajo financirati, zato da obvladujejo kolonije, manjše, kot pa so donosi iz tega naslova, ki jih lahko izvlečejo iz kolonij. Kolonializem je bil pravzaprav ekstraktivna oblika razvoja, ki je pravzaprav največ prinašal matičnemu podjetju oziroma matični državi. To se spomnijo Španci, kaj so naredili. Ko so izčrpali srebro in zlato, je Španija in Portugalska začela nenadoma usihati, ker je zamudila revolucijo v industrializaciji v Evropi, ki se je takrat začela v Franciji, na Nizozemskem, delno v Nemčiji, prvenstveno pa v Angliji. No in vzpon Anglije kot sile v tem zahodnem svetu, ki je nam najbliže, je slonel pravzaprav na ekstrakciji znanja, ne znanja, ampak surovin in delno tudi delovne sile v kolonijah, največja seveda bila Indija, predelovalni industriji in napredku tehnologije, ki se je takrat začela v Angliji. Se spomnite ludizma, ker so ljudje v Angliji razbijali stroje, zato da bi obdržali delovna mesta v bolj primitivnih tehnologijah. No in na koncu je Anglija vodila velik konglomerat, kjer so rekli, pri nas v našem sistemu oziroma v naši državi nikoli ne zaide sonce, od Avstralije do Amerike. In potem je strošek tega bil prevelik. Akumulacijo danes vidimo. London je zbiral viške vrednosti in financiral
kar je pač bilo potrebno za to silno mornarico, vse ostalo, kar je bilo potrebno za to, da so obvladovali kolonije, vendar s časoma je ta menjava se obrnila v negativo in je stalo več vzdrževanje sistemov, pa kolonij, pa vsega, kar je podpiralo to, kot pa je bila ekonomska korist za matično državo. No in tako je začela od Commonwealth je postal bolj proceduralna ali pa, bi rekel, protokolarna stvar, medtem ko kakšnega velikega ekonomskega pomena pravzaprav po prvi svetovni vojni ni več imel. Že konec 19. stoletja so se kazale velika usihanja. No, in če zdaj to preslikamo na današnje razmere, Anglija je bila tista, ki je ustanovila oziroma pomagala postaviti na noge Ameriko. 2 svetovne vojne so bile tista točka, ki je okrepila pozicijo Združenih držav in seveda najbolj 2. svetovna vojna, ker smo preizkušali prvič atomsko bombo in kjer je potem zavladal Bretton Woodski sistem, takoj po 2. svetovni vojni, ustanovili smo Združene narode in vse to je orkestrirala vlada Združenih držav in seveda naredila ogromno konglomerat direktno vezanih in indirektno vezanih držav. Evropa se ne bi pobrala po 2. svetovni vojni, tako bi se lahko zgodilo, da bi se ponovila obnovitev Evrope po 1. svetovni vojni, ki je pepeljala v bistvu skoraj v komunizem, česar so se vsi bali in zato smo imeli tako imenovani New Deal, ker je Amerika ogromno sredstev vložila v obnovo zahodnoevropskih držav, ki so, hvala Bogu, to dobro izkoristile in šle v razvojni cikel, ki je trajal zelo uspešno do enih 70 let, do sredine približno 70 let, ker smo imeli stopnje rasti v zahodnoevropskih državah, tako kot jih ima zdaj Kitajska. In potem, če pogledamo na vzhod, je to isto se zgodilo za Japonsko, ker so jim ravno tako pomagali. Pravzaprav je Japonska nekaj časa bila protektorat Združenih držav in so potem po korejski vojni 54, ko je bila zaključena, enako naredili za Južno Korejo. In Južna Koreja se je tudi odprla. Zakaj? Kako je to bilo možno? Zato, ker je bila ameriški trg, je imel suficit z finančnega področja in je lahko kupoval blago iz vseh teh držav, iz Evrope, iz Japonske in kasneje iz Južne Koreje v velikem obsegu in je torej dal trg svoj, potrošnja je bila tam ogromna, zato ker je rezervna valuta bila dolar 71. leta, je bilo 76. Je v bistvu zlati standard padel, ampak kljub temu... Mislim, da je bilo 71. Je bilo 71. Ja. No in Nixon, takrat je... Je bil Nixon takrat. Ja, takrat je... Kljub temu, da so napovedovali, da bo dolar padel, se je dolar obdržal zaradi vseh struktur, ki so jih čez OZN in ob OZN, od Mednarodnega monetarnega sklada do Svetovne banke, pod njihovo taktirko naredile zahodnoevropske države. No in ko smo imeli hladno vojno, je bila pač ta tenzija med tistim, kar je bil v vojni na ruski strani, Common smo mu takrat rekli, se pravi države Varšavskega pakta, in potem to hladno vojno, ki je bila v nekem obdobju zelo najbolj prišla do izraza v Svinskem zalivu pred Kubo, ker je bilo tik pred tem, da bomo imeli vojno razsežnosti, kjer bi tekle rakete z ene strani in druge z bojnimi kolicami atomskimi. No, ampak hvala Bogu se to
ni zgodilo in potem se je stvar nekako umirila. Ampak po letu 80 je, zato ker je Amerika ogromno sredstev dajala v vietnamsko vojno, pa nekatere druge vojne, prvenstveno zaliv, kot hegemonija seveda želela držati roko nad viri energije. Energija je največji del svetovne trgovine ta trenutek, kar pomeni nafta, naftni derivati in vse, kar je s tem povezano, pa tudi pravzaprav atomska energija oziroma surovine za proizvodno goriva v atomskih centralah. In to je vse so držale v rokah ameriške firme. Ameriške firme so tudi bile nosilec, tu pa zdaj en naslednjih pomembnih faktorjev inovacij in novih tehnologij. In to tako tam nekje do 80 let. Zanimivo, če grem korak nazaj, kje je bila prva avtomobilska industrija? V Angliji. Kdo je kupoval angleško, ko je začela padati moč Anglije? Američani, v katere so Angleži investirali skozi obveznice, skozi direktne investicije. In ko se zdaj dogaja, da ameriška podjetja, prvenstveno pa evropska, kupuje novi izzivalec. Novi izzivalec v tem trenutku je Kitajska, ki se pa zdaj tudi organizirala tako, da ima svoj BRICS, svoje pomočnike, svoje podpornike, ki imajo nek minimalni skupni imenovalec interesov, kako zmanjšati pomen in vlogo Združenih držav. Recimo, dolarja, ne, predvsem. Kako? Dolarja, ne. Ja, sej, če dolar pade, ne, je potem tudi Amerika zgubi veliko kupne moči. Če pomislite, da oni trilijone novih zadolžitev ob vsaki menjavi vlade, par trilijonov speljejo na trgu, zato da programe zmanjšanja obdavčitev ali pa nekih socialnih programov izpeljejo tako, kot so bile predvolilne obljube, zato te obveznice državne mora nekdo kupiti in seveda jih mora tudi servisirati. Delež obrestnih mer v njihovi skupni zadolžitvi raste proti tisti kritični točki, ko se začne spraševati, dokdaj bojo še lahko plačevali, normalno servisirali svoje dolgove. No, ampak to, kar je pa, če pa primerjamo rimski imperij, ki je bil ameriški, je vis-a-vis razmer v svetu takrat lahko primerljiv z imperijem Rima. Rim je propadel zaradi notranjih konfliktov. Zaradi upada vrednot, zaradi pomankanja naboja, zaradi pomankanja idej. Ljudje so se v užitku sadov visokega standarda polenili. Ni bilo več volkov, ki bi tekmovali, in seveda izključevali so nove prihajajoče izzivalce, jih niso vključevali v sistem in so onemogočili zato vedno večjo produktivnost. In oni so bili špica v produktivnosti v tistem obdobju. Vse, kar je bilo pametnega, z celega sveta so pripeljali v Rim in to implementirali. Zato je bila njihova produkcija velika, zato je bila dodana vrednost velika in zato so lahko financirali vojsko. Ko se je to prenehalo, ko je ta dodana vrednost nehala rast oziroma celo upadati, zaradi tega, ker so bili ljudje prvenstveno usmerjeni v zabavo. In če zdaj to primerjam z vokom, v Ameriki se potegnem čisto paralelo. Vok kultura, se pravi. Ja, vok kultura. To pomeni, da ljudje nimajo več
razen nekaterih redkih izjem v načelu tistega zagona, ki so ga imeli po drugi svetovni vojni, ker so bili ponosni, mi smo pomagali, mi smo rešili svet in potem so zabredli v te vojne, prvenstveno vietnamsko, ki je bila popolnoma brez potrebe, ker so prevzeli zastavo od Francozov, so se umikali, ker enostavno niso vzdržali. No in seveda, skozi to, ko raste družben produkt, ko raste blaginja, ko ljudje postanejo bolj razvajeni, bolj leni, pride do tega, da je tudi prirastek prebivalstva manjši. In ko se to zgodi, ni več notranje tekme. In ti moraš uvažati delovno silo, prvenstveno pa znanje iz tujine. In to se zdaj Američanom dogaja. Ok, tole je zelo lep opis zgodovine imperijev v stilu Raya Dalija. Približno, ja. Ja, ki tudi piše o tem v svoji knjigi, se pravi Rise and Fall of Empires, ja. Se pravi Vzponi in padci imperijev. In tlele bi me predvsem zanimalo, kaj ti misliš, kje je točka preloma? Kje se to imperiju zgodi, da začne da se začne ta zaton? No, recimo pri Angliji so to bile obdobja, ko so njihove vojne ali pa vzdrževanje režimov v kolonijah stalo več, vojska je bila draga in tudi Angleži se niso želeli enostavno izpostavljati in so naredili nove modele, kjer so pustili direktno oblast in smo rekli, prehajamo v neokolonializem, ker ti samo skozi posredno, skozi ekonomske elemente vlečeš vrednost še naprej iz držav. To so Francozi zelo lepo naredili v Afriki, Belgijci tudi, Angleži pa delno v Afriki, prvenstveno pa v drugih in v Indiji pa v drugih kolonijah. No. In zdaj zadnje bariere tega so padle Franciji v Zahodnji Afriki, ker so povsod izgnali njihove vojaške enote in njihovo pomoč tehnično, ekonomsko, ker je recimo, mislim, da 9 ali 10 držav imelo eno valuto, ki jo je vzdrževala francoska centralna banka, in zdaj bo to razpadlo v 9 valut. Jaz se sam bojim, kakšna bo inflacija v teh državah, pa kakšen red bo to, dokler se ne bo nek nov red vzpostavil. Ampak trigger je takrat, ko začnejo države zgubljati prednost na znanstveno-raziskovalnem delu in skozi to na tehnologiji, skozi tehnologijo pa na produktivnosti, skozi produktivnost pa seveda na dodani vrednosti. In bolj ti, če imaš zastarelo industrijo, enostavno ne moreš izzivalcem več konkurirati. To se najlepše kaže, ko izzivalec kupuje podjetja, ki ne vzdržijo tekmo v izzivancu. No, recimo lep primer, zdaj Kitajci kupujejo nemško avtomobilsko industrijo. Po kos. Ameriško tovarne, ne? Tovarne. Ameriško pa tako so že pokupili, že zdavne ali pa svoje naredili, prej Japonci, zdaj že Korejci in ne vem, koliko bo pa Kitajcem dovolili, da pridejo na trg. In tehnologijo, kje je bila napačna kalkulacija Združenih držav, po mojem mnenju, ko so oni odprli, oni so omogočili kitajski rast. Deng Xiaoping je imel z Engelbergerjem prve sestanke, ko je takrat on bil faktor v zunanji politiki njihovi, in so naredili tisto prvo cono v Šanghaju, neko zasnovo, in od takrat naprej so Američani računali, glede na število, na obseg prebivalstva oziroma število prebivalstva in potencialno kupno moč jutri po jutrišnjem, da bo to izjemen trg
za ameriško potrošniško industrijo. Se pravi, oni so prvenstveno računali na servisne dejavnosti, transport, telekomunikacije, IT. In od vsega tega se ni nič zgodilo. Kitajci so dovolili direktne investicije v sestavljanje računalnikov, sestavljanje telefonov, sestavljanje drugih produktov relativno manj donosnih oziroma z manjšo dodano vrednostjo, ker se Američanom več niso splačali delati v Ameriki, tudi delovne sile ni bilo, ne. In so to prenašali tja. Oni so se pridno učili, ampak njim so pa to onemogočali, da bi kupovali pa investirali v industrijo, kjer so Kitajci pretežni potrošniki, prebivalstvo. Nekaj malega, McDonald's je prišel, pa to nič takega. Ampak tam, kjer so oni najbolj računali, bančništvo, zavarovalništvo, storitvene dejavnosti, ostale, jih, kot se spomnite, so nagnali Google. Če bi danes imeli Google, bi vladali Kitajski. Ne? Ko pa so Kitajci naredili vse svoje. In Evropa pa podobno. Ne? Evropa je z avtomobilsko industrijo, ki je prenesla tja, še vedno na avtomotorjih, slonečo tehnologijo, jih je naučila delati avtomobile. To je bilo predrago. Kitajci niso prišli z avtomotorji, samo prišli so z drugim paketom, to je električnih avtomobilov. Danes recimo oni prevladujejo na področju fotovoltaike, na področju shranjevanja električne energije, bodisi za baterije, za avtomobile, bodisi za električna omrežja, skoraj 100%. Mi smo pred kratkim v Evropi zaprli Nordvolt, smo odpisali Evropejci 10 milijard in to jasno kaže, da smo na nekaterih pomembnih področjih skupaj z Združenimi državami izgubili tekmo, tehnološko tekmo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo mi že malo utrujeni. Mi imamo prepoved klicanja svojih sodelavcev po 8 urah delovnega časa v podjetju, ne? Pravica do kako že do odklopa. Kitajcem na misel ne pride, oni z veseljem delajo, samo če imajo kaj delati. In oni so žejni, lačni uspeha in imajo nacionalni moto, mi bomo premagali Ameriko. To je njihov motiv. In ne glede na to, da imajo politiko enega otroka, da bojo verjetno te otroci zelo razvajeni v naslednji generaciji, to bo zdaj ali kjera že pride, ne, ko bo šla v delovna razmerja. Oni imajo neprimerno več inženirjev izobrazijo na leto, kot Evropa in Amerika skupaj. Pa še od teh v Evropi pa v Ameriki je 1/3 Kitajcev, ki bo šli nazaj. No, vse to tlele se mi zdi zanimiva točka. Ne? Se pravi, Kitajska kot izzivalec, ne? Ja. Ima tudi svoje probleme. Ne? Si že omenil, ne, to politiko enega otroka, ne? Se pravi, njihova populacija ne bi se pošteno skrčila, ne? V naslednjih desetletjih. Ne? Ja. Pa še to, ne? Menda, da so te ocene, koliko Kitajcev, ki se izobražujejo v tujini, ne? Da se jih tam 1/3 do polovico vrne. Ja. Vse za dost najboljši. Mislim, tako, pa kar se trenutno dogaja, ne, se pravi, Kitajci so tudi zadolženi, mislim, da večkrat 100% GDP-ja. Ja. Potem trenutno imajo velike probleme na nepremičninskem trgu. Ne. Nekako se ta Ponzijeva shema nekako se suva. Ne. Kako pa to vidiš, kako bi to... Jaz bi redno berem zahodnoevropske časopise, ki pač na tedenskem nivoju ocenjujejo, kaj se dogaja v svetu. In moram reči, da vidim precej kislega grozdja v tem gledanju na Kitajsko.
Kitajska je naredila, ona ima še vedno nekaj 100 milijonov rezervne delovne sile na kmetijskem območju. Pravi, oni niso to, kar smo mi v 60 letih naredili, imajo še vedno zalogo novih industrijskih delavcev v kmetijstvu, na drugi strani pa so povečali produktivnost doma. Slej ko prej bojo te ljudje prišli iz kmetijskih področij in bojo poselili teh ghost towns, ne vem koliko jih je, 30 ali koliko, kaj je po nekaj stanovanj za 1 milijon, 1,5 milijona ljudi za vso infrastrukturo, pa relativno malo ljudi. No, mogoče se ta premik iz kmetijskega področja v mesta zgodil bolj počasi, kot so predvidevali, ampak glede na to, da imajo centralno planiranje in da imajo zelo dobre pokazatelje in na vseh točkah družbenega dogajanja, kaj se jim dogaja in kjer spremembe so, ima centralna vlada pa seveda na vrhu nad njo partija zelo dobre podatke in seveda uporablja najboljše tehnike, ki smo jih razvili v zahodnem svetu, od Američanov do Evrope, zato da upravlja državo. In to državo ne upravljajo na pamet, jo upravljajo zelo sofisticirano in zelo odmerjeno. Tako da, glede na to, da imajo v načelu njim družben produkt raste, ne, in njihova produktivnost se ekstremno povečuje. Jaz sem bil 3 ali 4 na Kitajskem in vsakokrat sem bil zelo presenečen, kakšne preskoke so naredili. Oni so čez noč rekli, ni več motornih koles na dvotaktne motorje. In so vse zamenjali, v roku 6 mesecev so zamenjali vsa motorna kolesa po mestih, ki so res zasmrajali, tako so se kar valilo, ti smrdeči plin za temi motornimi kolesi, z električnim pogonom. In to je nekaj, kar pri njih lahko zelo dobro uravnavajo. Na drugi strani pa to ekstremno, seveda, kadar imaš ti veliko produktivna podjetja, imaš tudi koncentracijo bogatstva. In tudi tukaj zdaj država reže, za razliko od zahodnih držav, reže špice, kar pomeni, da poskuša zajeti te dodano vrednost pri lastnikih in jo poriniti med množice v taki ali pa drugačni obliki. Redistribucija dodane vrednosti se pri njih dogaja na silo. Ne samo skozi davčno politiko, ampak tudi s vsemi drugimi mehkimi metodami, o katerih lahko beremo. Tako da ta sistem za njihovo sociologijo ima neke prednosti. Če bi oni prepustili zahodnoevropskemu stilu upravljanja in demokracije svoj sistem, bi to bila katastrofa. No, zdaj, če se ozremo na Rusijo, Rusija ima izjemne ume, pa po Gorbačovu, ko se je odprla zunanja, ko so se meje odprle, je grozno enih znanstvenikov iz Sibirije. Jaz sem bil parkrat v Novosibirsk, v Akadem Novogorodu, to je bil njihov Silicon Valley, ki so ga naredili 2 leti za Silicon Valleyjem. In po njihovem modelu. Plače so tam bile 10-krat večje od plač v drugih mestih. In glede na to, da je skozi slabo vreme, pa ne veš, a je dan ali noč, so ljudje delali cele dneve. Ne? In tudi zelo visok motiv so imeli, ja, mi moramo dobiti novo tehnologijo. In ta, kako bi rekel, naboj je trajal do razpada Rusije. Ne? Potem je bilo pa veliko vprašanje sploh, kako bodo lahko vzdrževali, da ne bi najboljši strokovnjaki prvenstveno za področja
biotehnologije, ker so imeli te strupe za množično uničevanje zelo velike kapacitete in zelo napredne tehnologije, da so jih doma zadržali. Ne. In pa je Zahod financiral znanstvenike, da so tam ostali. In to sem videl na lastne oči, kako to izgleda. To so res umi. Bil sem recimo v Inštitutu za jedrsko fiziko, kjer so zasnove vseh atomskih bomb naredili v njihovih. To ne moreš verjeti. To so ljudje z 3-4 doktorati. In otrok, ki se v takem zakonu rodi, je že doktor. Skoraj ne more biti drugega. Ne. To je res umi grozni. Ampak zdaj pa oni izgubljajo na prednostih, ki so jih imeli za to selekcijo, pa z izjemno dobrim sistemom šolanja in njihovo področje prednosti je še vedno vojaška tehnologija. To, kar imajo zdaj supersonične rakete, je nekaj, kar je strah in trepet. Američani pri vseh svojih znanstvenih inštitutih niso mogli parirati, jim še zdaj Zahod še nima supersoničnih raket. In so lahko s klasičnim razstrelivom ali pa z atomskimi glavami. In tukaj ni odgovora. Tako da ta prednost na vojaškem področju tehnologije se vedno bolj izraža, kdo ima moč, in to je ena od. Ne. No, pa vse naravne vire, ne? Naravne vire ima Rusija. Ja, ne? Recimo, ne, če meni govorijo nekateri, Rusi bojo zdaj se borili za naravne vire na Kitajskem. Oni svojih naravnih virov, ki jih imajo preveč, ne morejo izkoriščati do konca. Niti slučajno jim ne gre za to, da bi iz Afrike vlekli kjerkoli kovine. Njim gre samo za strateško prisotnost in v bistvu neko pomoč na tem vojaškem področju, ker Kitajci se nočejo vojaško izpostavljati, medtem ko Rusi pa to z veseljem naredijo. Ne. In ta ideja, da bi oni bili globalna svetovna sila, pač zahteva neko prezentnost tudi na drugih kontinentih. Med tem časom, ko se Evropa širila po celemu svetu, so se oni širili proti vzhodu. Aljasko so nažalost prodali Američanom, ampak so se širili proti vzhodu, tako da so od Atlantika do Pacifika, imajo ne vem koliko, 6 ali 7 časovnih pasov, in seveda širili so se v Kavkazijo, v Centralno Azijo. In to so usvajali državo po državo. 95. leta je to, oziroma ko je Rusija razpadla, se to tudi razpadlo in zdaj ne morejo več tega sestaviti. In odtod tudi problem Ukrajine in problem Evrope. No, zdaj, to je super prehod zdaj še na ta del. Evropa. Kako bi zdaj opisal situacijo Evrope? Jaz mislim, da Evropa je bila zgodovinsko gledano stalno razparcelizirana celo na vojvodstva. Če pomisliš, da smo imeli združitev republik Italije 150 let ali pa nekaj takega nazaj. Da smo imeli, da je Bismarck naredil Nemčijo, da je meje ukinil, pa da je pravzaprav naredil, konstituiral državo, ker so to bile prej kneževine, če tako rečem. Naša zgodovina je relativno kratka v taki obliki, da imamo konstituirane države z jasnimi profili in z neko nacionalnostjo. Ta nacionalnost pa ni nacionalnost po, kaj bi rekel, po sistemu, kakšni so ljudje, ampak kakšen jezik govorijo. Italijani so zdaj ljudje, ki govorijo italijansko. Daleč od tega, če ti pogledaš, kaj imajo skupnega ljudje iz severne Italije, iz Alp oziroma iz Dolomitov,
pa ljudje iz Sardinije. Mislim, to so čist drugi ljudje, ne, ali pa iz Sicilije, mogoče. Ja, še bolj, ne. Jug pa sever Italije. Ne, ja, pa tudi že srednji del, tam do Rima nekje, ali pa je še nekaj evropskega, vse ostalo je pa bolj jug oziroma vzhod, kot pa karkoli drugega. In te vplivi mešanja ljudi, hvala Bogu, so v Franciji, v Španiji, na koncu tudi pri nas, ne, vidni. In zato se mi zdi, da je konstituiranje Evropske skupnosti ena največjih dogodkov zgodovinskih, da mi te težave presežemo, zato ker nobena od držav ni imela kritične mase za normalen razvoj v kapitalizma v obdobju visoke tehnologije. Vsak trg je bil premajhen, da bi ti branil, da bi imel telekome italijanskega, slovenskega, hrvaškega, nemškega ali pa proizvajalce opreme na tem področju. Enostavno, zdaj, ko imamo pa velikega izzivalca, je pa to toliko bolj jasno. Ker Kitajci, ko se odločijo, oni angažirajo ogromno ljudi v zelo kratkem času, to se je pri COVID-u najlepše videlo, ker so bolnice postavili v 12 dneh. Kratkole. In iz tega zornega kota je to edina rešitev, ki da možnost za preživetje Evropi. Moje globoko prepričanje je, da bi mi mogli narediti federalno združene evropske države, kjer bi imeli dva režima za mala podjetja, lokalna, bi imeli lahko lokalno zakonodajo, za vse, kar je pa nadnacionalnega po trgu in po zahtevnosti tehnologij, pa bi imeli neko evropsko zakonodajo o ustanovitvi in vodenju podjetij, ki bi bila bolj enostavna, kot en Delaware v Združenih državah. No in zdaj mislim, da gospa von der Leyenova to na nek način predlaga na osnovi plana, ki ga je naredil prejšnji direktor centralne banke. Mario Draghi, in zdaj to razdelujejo in pravijo, da bojo prišli ven s programom v februarju, konc februarja. In bi to naj bil rescue program, rešilni pas za Evropo vizavi izzivalca. Pa zdaj imamo enega izzivalca v nasprotnem bloku, imamo pa tudi v našem bloku izzivalca. To so pa Združene države. Zdaj, Združene države bojo sicer naredile en obnovitven program, ampak one so na poti drsenja, kot je bila Anglija v 19. stoletju, in to se ne da ustaviti. No, ampak zdaj, če tako pogledava, da so ta glavne igralce nekako orisala trenutno stanje. Zdaj pa Amerika ima, tam mislim, da okrog 125% BDP-ja ima dolga. Njen deficit je okrog 7% BDP-ja. Ja. Se pravi, to je treba se nekje zadolžiti, da ga pokriješ ta deficit. Mislim, da imajo zdaj za leto 2024, da je bilo okrog 2 trilijona to. In to v bistvu je samo znak, da to bo še naprej rasel. Se pravi, ta dolg, da bo še naprej rasel. Kaj to pomeni zdaj, se pravi, za dolar in dominanco dolarja v prihodnosti, pa če grejo zdaj počasi se začnejo premikati v to sfero, kje bo to čez 10 let? Kaj bo z Ameriko čez 10 let? Kaj bo z Kitajsko, ki ima isto svoje izzive, ima pa določene prednosti tehnološke? Kaj bo z Rusijo? Z njenimi prednostmi, naravnimi viri in vojaško močjo, in pa Evropa, recimo tako, če lahko nekako opišeš, kam ti misliš, da grejo. Še najlažje bi dal odgovor za Sovjetsko zvezo, bivšo oziroma danes Rusijo. Jaz mislim, da je pri njih strošek vzdrževanja tega, kar imajo zdaj pod svojo zastavo, če dama še Belorusijo zdaj zraven, ko bo Lukašenko enkrat odkorakal
med zvezde, bo tam neminovno prišlo do spremembe režima. In pa vprašanje, kam se bo nagnilo. V Ukrajini so v bistvu to vojno sprožili Američani, ki so preveč navduševali Ukrajince, in ta se mi zdi popolnoma nepotrebna. Če bi jo zdaj rešili, bi bilo najbolj fair. Ker tukaj se zdaj borimo za principe. Za principe je pa boljš reševati, ali pa različne poglede v principih je boljš reševati za zeleno mizo, kot pa na fronti. In tu res ne govorimo o ničemer drugem, razno o nekih bogatstvih, ki so v vzhodnem delu Ukrajine, tam je ogromno plina, tam je ogromno teh kovin, ki so zdaj potrebne za redkih kovin, pa tudi železove rude, pa črnega premoga. Ampak to je že neka tehnologija, ki ni več v špici. Danes je v špici umetna inteligenca in vse kaj drugega, kot pa klasične industrije, kjer ima Ukrajina neko rezervo. To se pravi, v zgodovini je Ukrajina bila zibelka, začetek pravzaprav Rusije. Ne? Rusijo je Džingis Kan 2-krat stavkal, ko je šel s konjenico čez. Ne? Zato imaš tudi v nekaterih delih, kjer je več časa stal, imaš vplive, če bi gledal gensko raziskavo, koliko je vpliv med slovanskimi geni, pa med mongolskimi geni. Ne? In glede na to, da je bila Ukrajina bliže, kakor pa znatno bliže centru, ki je bil takrat v tem delu sveta, je seveda črpala neko znanje pa tehnologije vladanja, ki so ga pol tudi prenesli v Rusijo. Ampak Rusija je stalno imela neke napetosti med Ukrajinci pa med ostalimi deli, zdaj rečemo Ruso. Kaj pa je Rus? Ne? Koliko je pa Rusov? Rusov je mogoče 120 milijonov. Tisti, ki so original Rusi. Vse, kar je v Zakaukazju oziroma v Kaukazu, je pravzaprav muslimansko prebivalstvo, ki so ga priključevali. Prav, tako ogromno prostranstvo z tako majhnim številom prebivalstva, s tako majhno nataliteto in z tako trdo roko vodenim prebivalstvom je težko v dobi umetne inteligence nadzorovati. Se pravi, kakšno usodo napoveduješ? Jaz mislim, da bo njihova teža se bo zmanjšala na to, kar je njihov družben produkt, a teža bo pa ostala na to, da so veliki, ampak oni bodo, če se bodo zaprli v to, ker je slovanski narod prevladujoč, že s tem bojo stroški obvladovanja te države ogromni. Produktivnosti pa ni. Ne? Oni zdaj slonijo na nafti, pa na plinu, pa na vojaški tehnologiji. Pa jih vidiš bolj proti Kitajski, recimo, da bojo še bolj gravitirali. Kitajci bojo tako naredili, kako se temu reče, uporabi pa bacaj. Ne? Jaz sem bil v Sibiriji in ko to pogledaš, kakšna prostranstva so to, in to je ena cesta in ena železnica. In to je edini kanal. Na reki Amur so na eni strani so naredili Kitajci silno mesto, tako bi rekel, pokazno vežbo, kaj so oni sposobni narediti. Na drugi strani, na ruski strani, revščina. To je samo vprašanje, kdaj bojo Rusi ugotovili, da prodajo en del Sibirije Kitajcem. A bojo Kitajci kupili? Ja, ali bojo kupili, ali pa si bojo prisvojili, ali kakorkoli. Ampak to je. Tam je še vedno ta naboj naroda, želja, indoktrinacija velika in oni imajo nek cilj in biti naslednji, biti največji.
Rusija ima kvečemu cilj biti ena za mizo G8, neki novi G8, ki nastaja. Ne. Zdaj pa nismo dali v enačbo Indije. Indija je pravzaprav največja država po prebivalstvu. Govorijo 400 jezikov, imajo ne vem koliko narodov, imajo sicer eno vero, ki za tiste, ki pravijo, da so Indijci, in imajo muslimanov, mislim, da 150 milijonov, stalna napetost med njimi, ne, zato tudi imaš napetosti na meji s Pakistanom, pa z enim delom Bangladeša. Tako da to je pravzaprav potencial. Ta narod je sposoben biti organiziran, če ga nekdo organizira, to so Angleži jasno pokazali. In zdaj, če bojo notranje sile lahko to organizirale, ne, to je zdaj 3. mandat Modija. Modi je res naredil velik premik v smislu grajenja te demokracije in jo postavljanja na neko mesto. Kot pa vidite, v Ameriki polno najbolj prosperitetnih industrij vodijo Indijci. In zdaj misliš Microsoft? Ja, no. Za prvi obisk uraden z ameriškega zunanjega ministra bil z indijskim zunanjim ministrom, ki je bil na inauguraciji v Washingtonu. In dogovor je bil, da bojo prostovoljno 80,000 ljudi, Indijcev, ki niso legalno prišli, peljali nazaj, da jim bojo pa dali veliko več teh dovoljenj delovnih, pa bivalnih, vendar za izbrane kadre, ki jih bojo Američani hoteli. Ne to, da Indijec hoče priti v Ameriko, ampak da Američan reče, to pa to rabim, in dobiti A1 vizo ali neki. Zeleno karto. Pravzaprav delovno dovoljenje, no, za začetek, pa zeleno karto kasneje. Okay. Ja, ampak zdaj tako, ta raznolikost, nehomogenost Indije, a je to njena prednost ali ovira? Ne, to ni prednost, ampak to se da premagati z nekim konsistentnim delom, takega, ki ga ima Modi zdaj. Ne. Jaz mislim, da nima več večine, ampak kljub temu mislim, da ta mandat bo še vzdržal. Na koncu pa ljudje vidijo, on zdaj sistematično gradi ekonomsko elito domačo in oni gradijo svoje unikorne, pa svoje multinacionalke, če hočeš. In te multinacionalke že iščijo, žarijo v okolje, ne, prvenstveno v vzhodnoafriške države in pa seveda tam naokrog v Bangladešu so prisotni in seveda pa dalje proti Daljnemu vzhodu. Daljni vzhod je pa nekaj, kar pa mi premalo poznamo, pa premalo računamo. Tam je visoka nataliteta, mlad narod, hitro se učijo, industrializirajo se in oni delajo enako preskoke iz papirnatega denarja na elektronski denar na telefonih. Pa to govoriš Indonezija, Filipini, to je tudi nek bazen, na katerega se mi zdi 300 milijonov, Kitajska 400, računa. Ne? Tako. Ja, To je ta ASEAN, ne? Ki je izjemen potencial. No, zdaj, dajva se dotakniti še Amerike. No, zdaj nekako sva rekla, se pravi, Rusija je nekako nek zaton, medtem ko malo večja vloga Kitajske in Indije. Kaj bo z Ameriko v teh 10 letih? Amerika zgubila pozicije. Glej, zdaj ima pa dolar, ne ima svetovno rezervno valuto. To ni. Kitajska je sistematično gradila BRICS. In še gradi. Zakaj? Kljub temu, da so znotraj, da je ta BRICS najmanjši skupni imenovalec interesov uničiti dominacijo dolarja. In uničiti vse, kar smo mi po drugi svetovni vojni Zahodna aliansa naredila, da bi obvladovala svet. Oni zdaj paralelne institucije
gradijo in računajo prvenstveno na Afriko, delno na Južno Ameriko in na države ASEANA. Ja, tle je samo en problem, ne? Ni en, več jih je, se mi zdi, ne? Prvič, da vsi BRICS, da delajo usklajeno in da se strinjajo, ne? Je veliko težji, kot da se Amerika sama strinja, ne? Pa še ta del, ne? Vsi so zadolženi v dolarjih, ne? Se pravi, oni bojo rabili dolarje. Se pravi, da bodo odplačevali svoje dolgove, ne? Ja, veš, kako Američani pravijo, to, če ste vi zadolženi v dolarjih, pravzaprav nas nič ne boli, to sam vas boli. Ne? Mi jih trošimo, če ne bomo mogli, bomo pa rekli, evo, tule je pa premoženje, pa ga vzamete, pa neste kamar lahko ameriško premoženje, ki ga bomo pa mi z orožjem branili. Ne? To je približno ta skrajni način razmišljanja. Ja, se pravi, Američani lahko tiskajo dolarje in njih to, mislim, to bo na koncu bo vse to bolj bolel BRICS države. No, vse zato pa cena zlata raste. No, vse to, z zadolževanjem in emisijami denarja, pa večjo zadolženostjo, deficit in tako naprej, se pravi, dolar vsem pač zgublja na vrednosti. Če pomisliš ti, če gledaš cene blue chipov na ameriškem trgu delnic, je to tudi posledica devalvacije dolarja na take tihe, ali pa zmanjšanja vrednosti, kar je pravzaprav če je trgovina z glavnimi surovinami, pa še vedno tam okrog 50-54% mandat trgovine nominirane v dolarjih. To pomeni, da zato mora Mislim, da je 85% bilo. Da je trgovine v dolarjih, da je pa, mislim, da je 55% v rezervah centralnih bank. To pa je kaj ostane? Da pada sicer, pada ta delež dolarja, sam je še zmer izjemno visok. No in zdaj odgovora na to nimamo, ker je odvisno od tega, koliko bodo države BRICS-a spretne pri iskanju nadomestnega sistema. Zdaj poskušajo na razne načine. Ena je tudi, da bi neko uporabljala za to kriptovaluto, ki bi se lahko prebijala, ali pa nek nadomestek, special drawing rights, ki ga je imel Mednarodni monetarni sklad, ki je bila košara vseh teh držav, pa bi potem bila skupna valuta, obračunska, v kateri bi se tudi trgovina delala. Ampak to je vprašanje tudi ta trenutek na sistema bank, ker kaj je največji očitek? Če je Amerika napovedala vojno Ukrajincem ali pa Rusom, je lahko zamrzla njihovo premoženje v zahodnoevropskih bankah in ga tudi je. Tega je bilo, mislim, da samo v evropskih bankah 200 milijard, ki ga bomo zdaj uporabili očitno zato, da bomo financirali Ukrajino. Ko bodo slej ka prej nek elektronski način, ki ne bo SWIFT, ki ne bo SWIFT, ne bo slonil na SWIFT-u, ker oni zdaj delajo svoj SWIFT, ker bo lahko plačilni promet delali magar v dolarjih, vendar mimo ameriških bank, recimo, da bi blockchain tehnologijo za to uporabljali, potem je pa dolar v resni nevarnosti. Zaradi tehnologije, ker ti lahko zdaj na vsaki točki ves promet dolarski gre čez ameriške banke. In seveda primarna emisija, ker ameriške banke garantirajo za FED, pomeni, da primarna obrestna mera gre bankam, ki so ustanoviteljice FED-a. Ker pa svetovna trgovina raste tam 4-5% na leto, morajo oni temu primerno maso dolarjev povečevati, zato da bi lahko ta trgovina se normalno razvijala. Še bolj bi jo morali, če bi bil delež njihov tak, kot je bil 85%, pa zdaj pač pada. S tem, ko bo padel
bodo ti prihodki tudi padali. Ne. Tisto, kar je pa nevarnost v Ameriki, je pa to, ker je javni dolg v dobršni meri kupljen so strani njihovih subjektov, penzijskih skladov in drugih velikih upravljavcev premoženja, v katere nalagajo prebivalstvo. In če se zgodi sesutje, potem je to sesutje penzijskega sistema in socialne varnosti v Ameriki kompletno. Ok, poglejva še Evropo zdaj. In Slovenijo. Kje bo Evropa in Slovenija čez 10 let? Branko, daj nam žarek upanja. Pokaži nam žarek upanja. Glej, za taka majhna država, kakor smo mi, ki pomenimo 0,2% v družbenem produktu Evropske skupnosti, se more vedno najti dovolj prostora za izvoz, za izdelke, za to, da dobimo dobre kadre in iz tujine, pa da lahko upogumimo tiste podjetnike, ki jih ne manjka v Sloveniji, da svoja podjetja razvijajo v nekaj, kar je večje od Slovenije. Nažalost smo zdaj po tej tranzicijski obdobju veliko eksperimentirali na vseh področjih, na družbenem, nismo pa presegli na te tekme oziroma te zgodovinske paradigme, kdo je bil na kateri strani, in mi se utapljamo v nekih irelevantnih vprašanjih, kdo je bil partizan in kdo je bil domobranec, namesto da bi razpravljali o tem, kje in kako bomo zaslužili za jutrišnje penzije, pa za zdravstveno zavarovanje in za visok standard. Ko bomo to paradigmo spremenili oziroma jo premaknili v bodočnosti, iz preteklosti, se bo začela zlata era. Če povzamem Trumpove besede za Slovenijo. Samo to nam manjka, ker podjetniškega duha v Sloveniji je dovolj, tega bi rekel, ideološkega naboja je pa čisto preveč, in hvala Bogu prihaja Z generacija, ki niti ne ve, kaj je bila Jugoslavija, niti ne ve, da je bila. In kako oni zdaj naj razmišljajo o partizanih in o belogradistih? Dobar. Gleda, se mora generacija zamenjati, ne? Ja, pa jaz mislim, da manjša je država, bolj pomembno je, kakšno je vodstvo. Ker ima večji vpliv. To lahko zdaj pri aktualnem režimu točno vidimo. Ne. Mi imamo zdaj najnižje črpanje sredstev iz Evropske skupnosti v vsem zadnjem obdobju. Imamo pa pač to srečo, da je gospodarstvo kar odporno in stalno išče neke nove luknjice, neke razpoke, kamor lahko izvažamo, kjer lahko dobimo neke produkte, da stvari tečejo naprej. Tako da jaz mislim, da smo Slovenci rojeni za to, da imamo čim manj reguliranja in čim več svobode, in takrat znamo najlepše delati. In če bomo to uspeli in če bomo uspeli nehati iskati stalno nove obraze, da naredimo neko koalicijo v naslednjem obdobju, ki bo zmanjšala birokracijo, pa spravila to birokracijo v ene normalne okvirje logike in odgovornosti. Če midva sklenemo pogodbo, si ti odgovoren, da meni dobaviš, jaz pa tebi, da plačam. Če pa jaz grem do državne uprave po gradbeno dovoljenje, pa jaz ga naročim, sem ga kot davkoplačevalec plačal skozi obveznosti, ki jih država pobira, na drugi strani pa ni nobene zaveze, kdaj mi mora dati gradbeno dovoljenje. Najbolj banalen primer. V vseh drugih stvareh je pa isto. Ne? In mi imamo zdaj, ne vem koliko, 24 ministrstev, ki se med sabo ne morejo uskladiti. In razprave, recimo lep primer,
zadnjem obdobju, vse države Evropske skupnosti imajo mehanizme spodbujanja naložb v startupe skozi davčne olajšave. Pri nas smo to se trudili, poslovni angeli in vsi drugi subjekti, Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo za gospodarstvo, vsakokrat stalno smo naleteli na odpore, na neke zidove, na neke izgovore, da je to nemogoče, da to ne dovoli Evropska skupnost in da to ni v skladu za politiko Evropske skupnosti. Pa vse države, celo Srbija zdaj ima spodbude za to. Poljska, Češka, Slovaška, da ne govorimo o ostalih zahodnih bolj ali pa korkan državah. Spravi, iščemo razloge, zakaj nekaj ne narediti, pa kako nekaj narediti. Ja, to našo upravo, ki je tako številčna zdaj, bi morali dati na plače, ne potem, koliko je inflacija, ampak potem, kako so oni učinkoviti in kako omogočajo gospodarstvu, da povečuje svoj družben produkt pa produktivnost. Neka merila, ki bi bila merljiva, jasno in bi pokazala na njihovo produktivnost. Če si bil kdaj v zdravstvu, potem si videl, da ne moremo reči, da mi nimamo veliko število zaposlenih v našem zdravstvu. Meni so pacemaker po covidu, po 3. cepljenju, sem dobil aritmijo, srčno sem mogel dobiti spodbujevalec. To so mi naredili od indikacije, oziroma ko so videli, kaj je, pa do takrat, da sem dobil, ni minilo en teden. Zato, ker je to nevarnost, da ti srce zastane. Ne? In krasno organiziran oddelek, ampak v kliničnem centru je 10 informacijskih sistemov, 10 pravil organizacije in absolutno prenizka produktivnost. Ni produktivnosti, zato ker vsak je na svojem kupu gnoja petelin in to je... Ko sem bil na travmi, bi moral biti operiran, pa so rekli, da ne, zato ker je višja medicinska sestra, je otrok zbolel in je morala ostati doma, ker so ga mogla vzeti iz vrtca in ona je imela ves razpored operacij za naslednji teden. Ja, javni sektor predmet burnih razprav. Napačna. Tam je treba organizacijo spremeniti, če bi pol tako dobra bila, kot je v dobrih slovenskih podjetjih ali pa kot je recimo v švedskem javnem zdravstvu, kamor bi se lahko šli učiti, bi bilo vse za pol manj denarja rešeno. Dajva pogledati, Branko, kaj praviš, čez 10 let bomo živeli boljš ali slabš? Ne, že zaradi tehnološkega napredka bomo živeli boljše. Absolutno. Okay. Ja, zdaj pa kako se bomo počutili, ne, recimo jaz konkretno kot baby boomer komaj dohajam stvari, ki se na tehnološkem področju dogajajo. Ne. In recimo moja vnukinja je pa prav nesrečna, če ne tipka na telefon in in enkrat se ji posreči, si zapolni in lej. Pa bo boljš za vse ali za določen procent ljudi? Ampak v slovanskem svetu smo praviloma nagnjeni k temu, da imamo neko egalitarnost. In mislim, da cel sistem je tako naštiman, ne samo pri nas, če pogledaš ostale države, ravno tako ex-Jugoslavije ali pa še pol naprej. Ja, bo neki posameznikov, ampak mi nimamo niti enega milijarderja. Slovenci imamo zelo enakomerno distribucijo premoženja in seveda tudi prihodkov, kar je dobro, ker potem je manj ljudi v stresu, ker največji stres je revščina. Američani, kakorkoli zdaj, če gledamo, ali pa Angleži, če hočejo preživeti razred, ki ni zgornji srednji razred,
mora imeti 2-3 službe, da lahko preživi, kar pomeni, vsi cel dan nekaj tekajo levo, desno, od ene službe do druge in na koncu so utrujeni, soboto, nedeljo pa komaj vdahnejo, da lahko se pripravijo za naslednji ponedeljek. In to izčrpava narod. Evo, približujeva se koncu, Branko. Imam samo še, zdaj smo v segmentu hitrih vprašanj. Dobro. Vloga Bitcoina čez 10 let? Jaz mislim, da bo digitalizacija vidimo absolutno na poti, absolutno je na poti tudi digitalizacija tega področja. Če pogledamo neobanke, kaj ti nudi recimo en Revolut, to je neprimerljivo s tem, kaj ti nudi kjerakoli druga tradicionalna banka. Pa za kakšen strošek. Okay. Kaj pa zlato? Kakšno vlogo bo imel zlato? Zlato je zatočišče v krizi. Ali nekateri razmišljajo o tem, da bi, ampak ga je premalo, da bi vezali svoje valute ponovno na nek način na zlato. Centralne banke, BRICS držav ga pridno akumulirajo, zato tudi cena raste. Večni spremljevalec bo, ne more pa spremljati ekspanzije družbenega produkta, ki bo sledil absolutno. Dolar? Dolar je v declinu. Dolar je valuta, ki bo izvana in eden od izzivalcev ali pa skupina izzivalcev bo našla neko nadomestilo, počasi njegova era bledi. Samo paralelo potegnimo s funtom. Elon Musk. Fenomen. Neverjeten. Kaj bo v naslednjih 10 letih? Kakšna bo njegova vloga za... Ali se bo skregal, pa ga bojo izgnali iz raja, ali pa bo novi Kristus. Kakšna je verjetnost, da gre AI v napačno smer v naslednjih 10 letih? To smo se spraševali pri vsaki tehnologiji, od atomske naprej, od posebej, ko smo penicilin izumili, ko smo druge kemikalije, ampak mislim, da bo prevladal razum in da bojo vključili mehanizme samoregulacije v sam program. Ok, zdaj pa še, kje bo Branko Drobnak čez 10 let? Med zvezdami. Nazaj med zvezdami? Nazaj med zvezdami. No, ne vem. Nekaj časa bomo še migali, pol se bomo pa podali bolj v filozofske vode. No, recimo, ta tvoja karijera poslovna, to vse, kar si dal čez, je res nekaj posebenega, no? Se pravi, visok vzpon, potem padec in ponovno vstajanje iz pepela. Kaj bi lahko rekel nekomu, ki se sooča s podobno situacijo, recimo? Mogoče na malo manjšem scaleu, ampak... Da je treba večkrat ostati, kot padeš. In da na koncu moraš ostati na nogah, ne na tleh. To je vse, kar je, kar pomeni, da moraš toliko energije popraskati, pološčiti vse piskreče, tako rečem po domače, in se zbrcati, postaviti na noge. Ni druge, ker napredek je, niti eden napredek, tudi Elon Musk je imel padce, spolno in padce, tudi sedanji predsednik je imel ogromno spolno in padcev, poslovnih in političnih, da ne govorimo o vseh slovenskih politikih, ki pravzaprav ravno tako doživljajo pred našimi očmi danes. Najprej jih kujemo v zvezde in potem jih pluvamo ali teptamo po blatu. Tako da to je vse treba, ko greš v politiko ali pa ko greš v biznis, pač na drug način, pa z drugimi merili vzeti v zakup.
No, evo, za konec bi sam še povedal besede tvoje računovodkinje, ko se je dogajal bankrot Poteze in ko si šel skozi najbolj stresen del svoje kariere. Je menda rekla, no, po tvojih besedah, Branko, to so samo številke. Ne, to so samo nule za prvo številko. Ja, to je bila gospa iz ene od bank. Branko, moje kreditorke. Branko, ja. Super pogovor. Jaz bi se ti rad zahvalil, no, da si se udeležil. Me veselilo, hvala za povabilo. Hvala tebi. Ok, srečno. S tem zaključujemo prvo epizodo. Naslednji teden nadaljujemo z drugo, kjer se bomo posvetili izzivom globalne varnosti. Hvala lepa.